Pozdravljeni. Vrnitev Valterija Bottasa v tovarniško ekipo Mercedes za mnoge poznavalce Formule 1 ni bila presenečenje. A danes si bomo ogledali, kaj se kot ponavadi skriva v ozadju in predvsem, kaj lahko pričakujemo. Da bi lahko malce bolje razumeli vrnitev Valterija Bottasa v tovarniško ekipo Mercedes, se moramo najprej spomniti njegovega prihoda v to ekipo, kajti tudi tu je šlo za precejšen splet okoliščin. V sezoni 2016, kot nam je dobro znano, je svetovni prvak malce presenetljivo postal Nico Rosberg. In Nico Rosberg kot inteligenten človek je takoj ugotovil, da v prihodnosti ne bo imel podpore v ekipi Mercedes. Zato se je odločil, da bo svojo kariero v Formuli 1 končal in odšel na vrhuncu. Nekaterim navdušencem je to všeč, drugim ne, a to v tem trenutku ni važno. Pomembno je nekaj drugega. Namreč Nico Rosberg je svojo odločitev, da v sezoni 2017 ne bo več tekmoval v svetovnem prvenstvu Formule 1, sporočil v zadnjem možnem trenutku. To se pravi, takrat, ko so imeli vsi drugi že podpisane pogodbe. In to bi lahko nekateri navdušenci razumeli dobesedno kot nož v hrbet tovarniške ekipe Mercedes. Vsak lahko situacijo vidi iz drugačnega zornega kota v drugačni luči, ampak Toto Wolff je takrat imel veliko težavo. Prosti sedež in nikogar, ki bi ga lahko na tisti sedež posadil. A konec koncev ne smemo pozabiti, da v tistem danem trenutku je Toto Wolff imel dokaj močne vezi z Williamsom. Če me spomin ne vara, je bil takrat še manjšinski delničar te ekipe in praktično je lahko dosegel marsikaj. Govori se, da je Toto Wolff takrat pogonske sklope Mercedesa zastonj poslal v grob, za zahvalo so pa pri ekipi Williams osvobodili pogodbenih obveznosti Valterija Bottasa, ki je tako lahko sedel na tisti izpraznjen sedež poleg Lewisa Hamiltona. In že bi lahko dejali, da je Valtteri Bottas imel srečo, kajti ukolikor bi bili drugi vozniki prosti, on v Mercedes ne bi prišel nikoli. In v tovarniški ekipi Mercedesa je Valtteri Bottas skozi celotno svojo kariero igral vlogo drugega voznika. Nikoli se ni pritoževal, še ko ga je James Wolf pozval naj spusti Hamiltona predse, je nemo ubogal brez tistega protivljenja, ki ga lahko danes slišimo po radijskih zvezah. Ampak treba je poudariti, da Valtteri Bottas je bil na trenutke tudi v tovarniški ekipi Mercedes hiter in ko je imel tisti, imenujemo ga, svoj dan, je znal biti celo boljši od Lewisa Hamiltona. A težava je bila v tem, da tisti trenutek, ko je bil Valtteri Bottas konkurenčen, je ponavadi trajal en dan, torej ali je bil dober na kvalifikacijah ali je bil dober na dirki. V nekaterih primerih je bil enkraten samo na prostih treningih in še bi lahko naštevali. Izjemno redko je sestavil celoten dober vikend, kar se pozna tudi po številu njegovih zmag.
Ampak prišli so novi časi, nova pravila, prišel je George Russell in Valtteri Bottas se je moral umakniti, kar je logično. Kariero je nadaljeval seveda pri ekipi Sauber. In tu so se praktično pokazale vse tiste pomanjkljivosti, ki jih Valtteri Bottas ima. Govoril sem o tem, da Valtteri Bottas je enkraten v vlogi drugega voznika. Ampak, ko je bilo potrebno zadeve voditi, usmerjati, so se pokazale vse tiste pomanjkljivosti, ki si jih ni znal naučiti pri tovarniški ekipi Mercedes. Da ekipa Sauber rahlo tava v temi, je zasluga tudi Valtterija Bottasa in verjamem, da mnogim je simpatičen zaradi svojih koledarjev, zaradi svojih, imenujmo jih, bizarnih pričesk in še marsičesa drugega. Ampak nas, navdušence, mora skrbeti le eno. Tisto, kar se dogaja na progi. In tu Valtteri Bottas je imel kakšen preblisk, tu pa tam, podobno kot pri Mercedesu, ampak v sezoni 2024 je bil enostavno povedano poražen. Čeprav v zaodrju dogajanja Formule 1 je dokaj cenjen. Namreč Valtteri Bottas bi se lahko vrnil v Williams, če Carlos Sainz mlajši ne bi z njimi podpisal pogodbe. Tudi v ekipi Sauber bi lahko ostal, če ne bi dobili priložnost podpisati z Gabrijem Bortoletom. In tu velja zopet pripomniti, da Valtteri Bottas, tako kot je bil drugi voznik pri Mercedesu, je v tem trenutku bil tudi druga izbira. Ampak kot smo lahko brali v medijih in kot je bilo mogoče sklepati, Valtteri Bottas bo v naslednji sezoni rezervni voznik v tovarniški ekipi Mercedes. Kaj to poenostavljeno pomeni? Praktično nasledil bo vlogo, ki jo je do sezone 2024 pokrival Mick Schumacher. Treba je povedati, da rezervni voznik mora biti pripravljen na vseh dirkah za veliko nagrado, da lahko v zadnjem trenutku uskoči. Naprimer, v sezoni 2024 smo to videli pri Oliju Bermanu, ki je uskočil tako v primeru Carlosa Sainza mlajšega, kot tudi Kevina Magnusena dvakrat. In treba je povedati, da celotna sezona traja 24 tednov, torej praktično polovico leta mora biti rezervni voznik tam na progi, kjer se lahko samo smeji in slika z navdušenci, da bi pa počel kaj, imenujmo ga pametnega, pa ne. Mick Schumacher, naprimer v sezoni 2024, je bil pogostokrat slikan, kako gleda Tota Wolffa tam v zakulisju garaž tovarniške ekipe Mercedes. Ampak priložnosti seveda ni dobil. Obstaja še druga funkcija, to je tisti razvojni voznik, poenostavljeno tisti, ki vozi simulator pri tovarniški ekipi Mercedes. Je to vlogo izpolnil Frederik Vesti, ki smo ga do pred kratkim gledali v prvenstvu Formule 2. Ampak mnogi navdušenci se lahko sprašujejo, zakaj so pri tovarniški ekipi Mercedes prekinili sodelovanje z Mickom Schumacherjem. Sam tu imam kar nekaj razlag. Prvič, razdor pogodbe oziroma sodelovanja je bil sporazumen, torej ni nam dano vedeti, kdo je bil nezadovoljen, ali Mercedes ali pa sam Mick. Na tistih objavah, ki so prišle v javnost, je bilo kot ponavadi vse v najlepšem redu, polno zahval in seveda brez kakšnih vzrokov, zakaj je to sodelovanje kar tako zamrlo. Razumem, da Mick Schumacher si je želel voziti tudi na dirkah, ampak
Videli smo, bodimo iskreni, da je izgubil kar nekaj potencialnih sedežev, tako v tovarniški ekipi Mercedes, kot v ekipi Alpine, kot v Sauberju in še bi lahko naštevali. In ne smemo tu mimo enega dejstva, da praktično, ukolikor si želi Mick Schumacher nekako rešiti svojo kariero, mora biti prisoten na dirkah in to seveda na progi, ne v garažah. Valtteri Bottas po drugi strani je, vsaj po mojem videnju, svoje že naredil. Ima 35 let, če se ne motim, in praktično nima več kaj pokazati. S to priložnostjo, ki jo je dobil v tovarniški ekipi Mercedes, bo lahko tam v središču dogajanja, čeprav kot običajno v stranski vlogi. In treba je biti tu pošten. V zadnjih letih od njega, a razen slik zadnjice in bizarnih pričesk, nismo videli nič. In verjamem, da bo s tem početjem nadaljeval tudi v prihodnje, kajti biti rezerva pri tovarniški ekipi Mercedes pomeni, da se boš tam slikal s Totom Wolffom in nič drugega. Čeprav po drugi strani Valtteri Bottas bi znal še kako koristno sodelovati, naprimer z Andrejo Kimijem Antonellijem, ki je novinec, ki je naprimer priskočil v Formulo 3, ki je bil samo eno leto v Formuli 2 in rabi nekoga izkušenega, da mu bo lahko pomagal. In tu pa vidim vlogo Valtterija Bottasa kot izjemno dobro, izjemno pozitivno, izjemno učinkovito. Valtteri Bottas ima naprimer tiste izkušnje, ki jih Mick Schumacher enostavno ne more imeti. Ampak vsekakor tu ne moremo pričakovati, da bo v bližnji prihodnosti Valtteri Bottas zopet dobil mesto na štartnem razporedu. V mojem skromnem videnju je njegovega nastopanja v svetovnem prvenstvu Formule 1 konec. Dobil je neko, imenujmo jo, tolažilno nagrado, ampak prihajajo nove generacije in že mnogokrat smo povedali, da je število sedežev omejeno. Za Valtterija Bottasa ni več mesta, kajti prihajajo drugi, ki bi se radi izkazali, in Valtteri Bottas mora narediti prostor. A videli bomo, kako se bodo stvari obnesle v prihajajoči sezoni 2025. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.